Spoštovani gospe in gospode, dragi kolegice in kolegi, dobrodošli v Arhiv Republike Slovenije na oktobrskem mesečnem predavanju. Naš predavatelj je magister Luka Dremelj, ki je leta 2021 diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani z nalogo začetki rodbine Lamberg na Kranjskem. Leta 2024 je na ta isti fakulteti uspešno zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Genealoška in posestna rodbina Lamberg. Izsledke svojih znanstvenih dognanj je objavil v strokovni reviji Kronika in pa v slovenskem zgodovinskem magazinu Slop. Magister Dremelj sodeluje pri projektu digitalizacije rokopisov v ljubljanskem frančiškanskem samostanu pod okriljem organizacije Film Museum and Manuscript Library. Nadaljuje študij na tretji stopnji in se raziskovalno ukvarja s konkturji avstrijske oblike nemškega političkega reda ter zgodnjenovejškimi nagrobniki v Ljubljani. Na današnjem predavanju bo predstavil vire v Arhivu Republike Slovenije, ki jih je uporabil pri tem, ko je sestavil genealogijo rodbine Lamberg, ene pomembnejših in najbolj razvejanih plemiških rodbin na Kranjskem. In potem je seveda tudi popravil napake, ki so se genealogom nekritično zapisali v preteklih stoletjih. Da je bilo to delo res izčrpno, priča dejstvo, da je pri svojih raziskavah uporabil v arhivsko gradivo kar 5 fondov Arhiva Republike Slovenije, in sicer zbirke testamentov, zbirke zapuščinskih inventarjev, zbirke listin, zbirke rokopisov, zbirke pripomočkov. Gospod predavatelj, izvolite, beseda je vaša. Ja, hvala lepa za predstavitev. Tudi hvala Lilijani za vabilo. Zdaj vesel sem, da vidim kolegi iz arhiva, ker v prvi vrsti je to namenjeno njim, da bodo zdaj dobili občutek, kaj sem jaz 5 let delal v arhivu. Me pa veseli, da vidim tudi kolege, ki se profesionalno ukvarjajo z genealogijami. Ene že na prvi strani. Zdaj, če vas zanimajo plemiške rodbine, recimo tam okoli leta 1500, pa še 300 let nazaj, 300 let naprej, je neko izhodišče delo Mihe Preinfalka. Zdaj, on je z svojo doktorsko disertacijo v bistvu začel s temi modernimi genealogijami na Slovenskem, ko je obdelal rodbino Auersperg. Zdaj, pred kakšnim desetletjem so sledile tele rodbine. Da omenim še dela drugih kolegov, ki so tudi tukaj prisotni. Če vas recimo zanimajo Valvazor, imate na voljo dela Borisa Golca. Na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa se je z Gali ukvarjal tudi Matjaž Bizjak, nažalost samo v srednjem veku. Če omenim mogoče še področje Bele krajine, se s plemstvom tistega prostora ukvarja Janez Weiss. Zdaj, če vas ne zanima katera od teh rodbin, da se moram razočarati, v bistvu ni neke moderne genealogije za kakšne druge. Zdaj, malo je mogoče žalostno pa pomanjkljivo, da največje rodbine na Kranjskem, ki imajo tradicijo že iz srednjega veka, so v bistvu bile do sedaj neraziskane oziroma ostajajo neraziskane. Eno od teh je bilo tudi rodbina Lamberg, ki sem se potem sam lotil. Zdaj, če pogledamo stanje v 16. stoletju, so se z genealogijami presenetljivo ukvarjali plemiči sami. Kar je še bolj presenetljivo je, da so bili zelo dobri. V bistvu te zapisi 16. stoletja so mnogo boljši in mnogo bolj zanesljivi v bistvu od vseh kasnejših izdelkov. Če pogledamo kranjskega deželnega glavarja Jakoba Lamberga, ki se tam na sredi 16. stoletja lotil pisanja rodbinske kronike, ki je poimenoval Štambuch. Poznamo tudi druge izraze. Znani diplomat Žiga Herberstein je recimo uporabil za svoje delo ime je Familienbuch, ampak princip je isti. Gre za opise prednikov do tistega časa, v katerem so pisali, tako da v bistvu piše tudi v svojih potomcih. Zdaj, Herberstein se je tega lotil še nekako bolj široko, ker je popisal tudi vse rodbine, ki so bile z njim povezane, ali pa tudi ne. Gre v bistvu za rokopis tam v enih 200 folijih, ki v bistvu zajame velik del notranje avstrijskih plemiških rodbin.
v tistem njegovem času, to napisal pa to okoli leta 1560. Zdaj se že naprej prevečujem, ker nimam miške, tako da ne morem pozumirati, ampak tukaj sem imel samo označeno primerjavo, kaj je Jakob Lamberg napisal v sebi, pa kaj je njem napisal Žiga Herberstein, njegov sodobnik, v bistvu gre za iste podatke, omenja njegovo prvo ženo. Če napredujemo v 17. stoletje, imamo 3 znane kranjske genealoge. Zdaj še en velik Kranjec je bil Janez Gregor Dolničar, pa poglejmo, kaj je napisal on v svojem stricu, Janezu Ludviku Schönlebenu. Janez Ludvik Schönleben je luč prvič uzrl 17. novembra leta 1618 v Ljubljani. Že na začetku dečke dobe se je v njem prebudila nadarjenost za znanost, ki so še spodbujali. Njegovo mrljivo nagnjenje je raslo in se tako povzpelo, da je sčasoma dokončal mnogo učenih razprav, s katerimi je vzbudil zavist. Padovi si leta 1653 utrgal venec teologije. Ko se je vrnil v domovino, je bil zaradi izjemnih duhovnih darov kmalu izbran za dekana ljubljanske stolne bazilike, nato pa je opravljal službo arhidiakona v Ribnici. Čas svojega celotnega življenja je, kolikor smo dopuščali duhovne in vsakodnevne skrbi, posvetil znanosti. V ostalih ozirih je bil mož izjemne treznosti, krotkega in blagega duha ter prečistega življenja. Umor je 15. oktobra leta 1681, star 63 let. Janez Ludvik Schönleben je izdal tekom svojega življenja več rokopisnih, na koncu leto pred in leto smrti pa tudi tiskane genealogije. Zdaj tukaj imamo 3 naslovnice za Blagaje, Gallenberge in Auersperge, je hranih pa tudi še ene par drugih. Zdaj, njegovo najobsežnejše delo hrani ta arhiv, v bistvu imamo 3 različne kopije, ena je še na Dunaju, ena v Zagrebu. Zadeva pa v bistvu 640 različnih rodbin z Kranjske, ki pa seveda niso predstavljene v enaki meri. Če pri nekaterih se razpisal na več straneh, je pri nekaterih mogoče napisal samo enega posameznika. Zdaj, njegovo delo je eno prvih, oziroma prvo ohranjeno kolektivno delo, ki daje nek celosten pregled. Sledil mu je Franz Erasm Hohenwart, za njega je Dolničar zapisal: Franz Erasm Hohenwart, po izvoru slavnega rodu je luč prvič ugledal 20. maja leta 1650 na starem družinskem gradu Kolovec. Ko je zaključil šolanje in kakor je v navadi predpotoval razne dežele, je bil s 30 leti izvoljen za predsednika okrajnega sodišča. Svojo službo je opravljal do zadnjega, kolikor so mu dopuščala moči, saj ga je vse pogosteje mučila zlovešča bolezen. Ves se je predal plemenitemu genealoškemu raziskovanju. Pred hrupom ljudi se je vedno umikal samoto, tako da so ga redko videli zunaj lastnega doma. Veselilo ga je obdelovanje vrta in branje knjig. Vedno je sovražil prepire, ki mi je ubežal, kjerkoli je le mogel. Do poslednjega dne je živel v samskem stanu. Svet je bil strgan v oktobrskih kolendah leta 1714. Njegova izgubljena zakladnica starodavnega kranjskega rodu je bilo genealoško delo neznanega obsega, v bistvu nisem našel nekih podatkov, je pa njegovo delo razkropljeno po večjih fondih znotraj Arhiva Republike Slovenije. En problem je, ker se ni nikoli podpisal na svoje delo, tako da sem v bistvu šele z leti za raziskovanjem začel prepoznavati njegovo roko. Ena pozitivna lastnost pri njemu je bila, da je bil zelo vesten prepisovalec listin, tako kar vidimo na tej spodnji sliki, so v bistvu vse regesti. Uporabljal zelo majhno pisavo, kar mi je tudi omogočilo, da je nakopičil večjo količino podatkov od svojih kolegov. Zdaj, da vidimo, kako je bil papir takrat še relativno dragocen, je v bistvu te svoje genealoške zapiske pisal tudi na pisma, porabljena pisma, ta recimo mu je napisal njegov brat, glede posvetilo francoščini. Zdaj, Hohenwart je recimo v primerjavi s Schönlebenom, vsaj kar se tiče Lambergov, izredno bolj zanesljiv, že zaradi same izbire listin. Da pokažem. Tole je izdelal, ko se je vrnil študija v Gradcu, star 24 let. Zdaj, da si predstavljate, velikost tega lista je A5, tako da to je v arhivu bilo čez celo mizo. Potem pa, če bo delal zoom, si lahko pogledamo en zapis, to je recimo za Jakoba Lamberga, ki sem prej omenjal.
Zdaj, poleg imena je zapisal za njega še, da je bil prvi baron v njegovi liniji, kar drži. Deželni glavar Kranjske, umrl leta 1566 in pokopan v Ljubljani v stolnici. Honvart je tudi eden edinih, ki je že v 17. stoletju uporabljal nagrobne spomenike kot vir za rodovnike, kar se je izkazalo kot zelo preudarna zadeva, glede na to, da je v primerjavi s 17. stoletjem danes ohranjena mogoče samo še četrtina teh nagrobnikov. Zdaj, zadnji veliki genealog 17. stoletja je Janez Gotard Lukančič, zadnji Dolničar zapisal, Janez Gotard Lukančič, patrici domovine. Njegov rojstni kraj je bil Ljubljana, kjer se 17. aprila leta 1665 srečno začel življenje. Ko je končal šolanje in prepotoval dežele, si je za ženo izbral Marijo Cecilijo, rojeno Frunfeil, plemenito Feilheim, s katero je imel 12 otrok. Več let je marljivo opravljal službo vicedomskega prisednika. Potem je ves čas, ki si ga je odtrgal od družinskih skrbi, posvetil genealogiji. V tej znanosti se je izjemno odlikoval ter s trdnim in vztrajnim delom spisal 4 zvezke. Življenje sklenil 12. oktobra leta 1711, star 47 let. Čeprav Dolničar omenja 4 zvezke, so danes v arhivu ohranjeni le 3. Prvi je genealogija knežjih in grofovskih rodbin, sledijo baronske rodbine, ki je, zdaj ne vemo, kako to dojemati, ali v 2 zvezkih, ampak v bistvu gre za eno knjigo, ki je kasneje dokončal, in potem še genealogija viteških rodbin, ampak samo do črke H. Zdaj ne vemo, ali je on nadaljeval potem še viteške rodbine od H-ja naprej, verjetno ne, glede na to, da se je 1705 ukvarjal z viteškimi rodbinami, 1710 se vrnil k baronskim, potem pa čez 1 leto umrl. Zdaj, njegovo delo je zanimivo predvsem zato, ker je prepisal več virov, ki niso več ohranjeni. Eno od teh je protestantska matrika deželnih stanov, oziroma ne deželnih stanov, protestantska matrika ljubljanske protestantske občine. Drugo je pa seznam poplemeniten, ali pa recimo seznam umrlih deželanov, do vseh še pridemo. Za primerjavo sem dal tele vse 3 avtorje, njihov zapis o Lambergih, kar je označeno, je zdaj so enaki podatki oziroma enake osebe. Že če tako vizualno primerjamo, se vidi, da je Hohenwart res svojo manjšo pisavo navedel veliko več podatkov, ki pa, ko pobližamo stvar, niti ni tako nepregledna. Zdaj, če se vrnemo k matrikam, matrike se uveljavljajo po Tridentinskem koncilu, ohranjeno imamo eno protestantsko matično knjigo in potem za katoliške cerkve po cerkvah. Tukaj sem navedel letnice za ljubljansko stolnico svetega Nikolaja. Zdaj, zakaj je pri protestantski matriki v oklepaju napisana rekonstrukcija? Zato, ker je delno poškodovana. Zanimivo pa je, kako je prišlo do te poškodbe. Preživela je proti reformacijo 300 let vseh problemov, ki pestijo arhivsko gradivo, potem pa je zažgala strežnica nekega vikarja. Zdaj, za katoliške matrike imamo objavo Ludvika Šivica von Šivichhofna iz začetka 20. stoletja. Je pa ta objava zadeva predvsem ljubljanske cerkve, ampak je v precej pogledih pomanjkljiva. Namreč Šivichhofen je večkrat spustil različne, on je popisal samo plemiče, ampak več plemičev je spustil, potem kdaj je pomešal imena, tudi letnice, kdaj ni prepisal vsega. Tako da najbolj zanesljivo je, če pogledamo kar original matrike. Zdaj, že nekaj časa so vse digitalizirane. Če pogledam recimo za Ljubljano. Imamo tukaj ločene krstne knjige, mrliške knjige, poročne knjige. Če recimo pogledamo
najstarejšo krstno knjigo, 1588. Teže zaradi miške. No, lahko povem, da je prvi še Sebastian Majdič. Zdaj imamo še ene druge matrike, ki niso vezane na cerkvene zadeve, ampak v bistvu na univerze. Tam že v 15. stoletju, se mi zdi, da mogoče celo z konca 14. se že pojavljajo te univerzitetne matrike. Gre pa za to, da ko se je študent vpisal na univerzo, tukaj imamo primer z Dunajske univerze, je mogel plačati neko pristojbino in se je potem njegovo ime, so vnesli njegovo ime za tisti semester in pa znesek, ki ga je moral plačati. Zdaj ne vem, če se tukaj vidi, pri puščici je označen Žiga Lamberg iz Radovljice, to je prvi ljubljanski škof, ki se je na Dunajsko univerzo vpisal leta 1433. Zdaj še en vir za univerzitetno življenje oziroma študij so tako imenovane spominske knjige. V nemščini se jim reče Stammbuch, po latinsko Album Amicorum. Gre v bistvu za take majhne zveščiče, v katerem so si študentje podpisali ali napisali svojim kolegom misli. Kasneje pa jih niso uporabljali samo na univerzah, ampak se je preneslo tudi v javno življenje. Recimo turnirska knjiga Gašperja Lamberga vsebuje zapise njegovega sina, ker je v bistvu pokazal to knjigo kot spominsko knjigo svojim obiskovalcem. Zdaj, zakaj je to uporabno? Če odmislimo vse grafične detajle, prvič nam sporoči v večino primerih letnico in kraj opisa in potem lahko sledimo študentom tekom njihovega študija, kako so se premikali, ker največkrat niso študirali samo na enem kraju. Potem pa dobimo še zelo osebno posvetilo ali pa kakšno devizo, ki nam pove več o osebi, ki jo raziskujemo, recimo do te mere, da lahko vidimo, ali ima tudi že njegova verska nagnjenja proti protestantizmu oziroma potem že povratek katolištvu. Zdaj tudi za to imamo eno zelo dobro orodje oziroma bazo, Repertorium Alborum Amicorum, kjer so te knjige v bistvu predelane in so posamezni vnosi izsledljivi. Tukaj vidimo, imamo 400.000 vnosov, če recimo tukaj probamo najti enega moškona, vidimo, da nam vrže 9 moškonov. Edini problem je to, da pri iskanju moramo biti pazljivi, kako pišemo ime, ker najde samo tisto verzijo imena, ki je bila transkribirana. Zdaj, moškoni so v 16. stoletju prišli iz stanu meščanov, so bili pozdignjeni med plemiče. Zelo znan je tale Janez Krstnik Moškon, recimo, če pogledamo, leta 96 se je podpisal v Tübingenu, verjetno študiral. Pri veliki večini imamo tudi digitalizirane te spominske knjige, tako da lahko pogledamo, kako to izgleda. Da pokažem uporabo. Tukaj piše, na katerem foliju je, potem najdemo tukaj folij, samo bo še enkrat. 174 reklo. Zdaj nekaj bi tukaj najdel, ampak nič ne najde. Zakaj ne najde? Ker je link do kodeksa napačen. To se najbrž nakaja v kodeksu 218, to pa je kodeksu 217. To sem izbral namerno, da prikažem tudi pomanjkljivosti, ki se pojavijo pri digitalnih projektih, ampak ni problem. Ne samo noter, spremenimo 217, 218. Evo, ta pa pravi.
vidimo grb moško. No. Tlele neka deviza, ne vem, v katerem jeziku, najbrž v francoščini. Spodaj pa vidimo, to je zapisal v spomin Janez Krstnik Monškon, Šrajbeskega turna, Sevnice in Krškega v Tübingenu 2. septembra leta 1996. Zdaj, če bi gledali za njega, so mogoče še kakšni drugi zapisi in se potem izriše študijska pot. Janez Krstnik. Tle se je recimo opisal v Krškem, to pomeni, da je nekdo prišel k njemu na obisk, verjetno. Leta 1998 je bil tudi v Strasburgu. In tako naprej. Zelo uporaben vir. Zdaj, kar se tiče spominskih knjig v arhivu, jih hranite kar 5. Označil sem prve 3, ki so malo bolj vsebinsko bogate, zadnji 200 pa malo manj. Zdaj, če pa pridemo k listinam, ki so v bistvu temelj genealoških raziskav, se še zadnjič obrnem na Dolničarja, ki je on napisal, kaj je pomen genealogije. Genealogija je med znanostmi najbolj naporna. Genealog zelo marljivo zbira starodavne listine, jih vešče razločuje in pa zadevo povezuje. Zdaj, on je to napisal pred dobrimi 300 leti, lahko rečemo, da v bistvu je zadev bistvo. Še zmeraj je razločevanje listin glavno delo, ko pridemo do genealogij. Imamo pa to prednost, seveda, da imamo danes veliko stvari digitaliziranih, rabimo hoditi po knjižnicah, imamo tudi računalnike, ki nam pomagajo zelo hitreje obdelati te podatke, pa jih tudi shranjevati. Zdaj, kaj je listina? Listina je tekst pravne narave, napisan v upoštevanju določenih formalnih oblik, ki je uveljavljen. Zdaj, ta je iz 14. stoletja, je bil način overitve pečat. Pečati se ohranjajo tam vse do 16. stoletja, potem začnejo uporabljati vedno bolj pečatne prstane. Potem se počasoma uveljavi podpis, ki je v bistvu sredstvo overitve še danes. Zdaj, kaj bi bil ta tekst pravne narave? V največ primerih, recimo tako preko palca 90%, gre za kupoprodajno pogodbo. Nekdo je nekaj kupil oziroma nekdo je nekomu prodal največkrat neko posest. Potem imamo tudi poročne pogodbe, delitev dediščine, recimo še odpoved dediščini, največkrat so se odpovedali dediščini duhovniki vstopu v cerkveno življenje ali pa neveste, ki so se odpovedale dediščini v zameno za doto. Zdaj, pred sabo imamo listino iz tega arhiva. Če takole transkribiram, pa si mogoče vzamete 20 sekund, da si preberete. Zdaj, če bi bili ekonomisti, nas bi verjetno zanimale vsote, ki so se tukaj izmenjale, ali pa vrednost posesti. Če bi bili geografi, bi gledali, kje je ta posest ležala, oziroma bi potem skušali umestiti v prostor. Ker pa smo na predavanju o genealogiji, nas pa zanimajo predvsem osebe. Zdaj, če se začnemo pri izstavitelju listine, izvemo njegovo ime, potem naslednji podatek, ki ga izvemo, da je imel brata, to pri genealogijah je že kar povedno. Potem izvemo, da se je poročil, svoji ženi Elizabeti je dal jutrno. Kaj je jutrna? Jutrna je darilo po prvi poročni noči, prijele pa so jo samo neveste, ki so bile device. Zdaj, kaj je bil namen te jutrne? To je bila v bistvu neka varovalka v primeru, da bi ta ženska postala vdova, kar se je večkrat tudi zgodilo, da je imela ona neko lastno posest, na katero se je lahko uprla. Če nadaljujemo, pa spustimo zdaj te omembe teh hub, na katere je nakazal jutrno, pridemo do omembe njegovega feudalnega gospoda, vzemo, da je bil ta Merklin Lamberg, vazal Otona Ortenburškega. Potem na koncu pa zvemo še ime ženinga očeta, to je neki Friderik, priimka ne zvemo. In ko pridemo do prič, oziroma sopečatnikov, to je pri genealogijah v bistvu en bolj pomembnih delov, ki me zanima pri listinah, ker ponavadi so pečatili lokalni veljaki
ali tudi bližnji sorodniki, večkrat je bilo to eno in isto. In vidimo, da imenuje Geiselherja Poša pa Janeza Lamberga, pri katerem doda, da je njegov sorodnik. Zdaj uporabi izraz Veter, kar so večkrat prevajali kot bratranec, kot dokazal Miha Breinfalk že pred 21 leti, je ta izraz mnogoplasten in lahko pomeni vse več kot bratranec, zdaj največkrat uporabim izraz sorodnik, zdaj v tem primeru je šlo za očetovega brata. Zdaj, naslednji sklop, ki sem ga uporabil pri svojih raziskavah, so zapuščinski inventarji in testamenti. To sta dva ločena fonda. Zakaj so zapuščinski inventarji zanimivi? Če odmislimo popise recimo tega premičnega premoženja, ki je zanimiv vsaj predvsem za kulturno zgodovino, ne zanimajo rubrika listine, briefliche Urkunden, ki se pojavi skoraj v vsakem inventarju. Kaj v tej rubriki? V tej rubriki so v bistvu popisali osebni arhiv pokojne osebe. Zdaj se malo mogoče še vrnem na začetek, zakaj je sploh prišlo do zapuščinskega inventarja, oziroma kaj to je. Gre za popis premoženja, ko je nekdo umrl, tudi to je bila neke vrste varovalka, največkrat v primeru mladoletnih otrok, da se v bistvu to premoženje staršev inventiralo in so ga lahko potem kasneje razdelili. Tlele imamo en primer iz zapuščinskega inventarja Herberta Lamberga. Zakaj je zanimiv? Zato, ker omenja listino, takrat v času nastanka tega inventarja, že 100 let staro listino, ki se je do danes izgubila in nimam nikjer druge te omembe te listine. Gre pa v bistvu za prodajo polovice gradu Boštanj ob Savi. Potem so tu še testamenti. Zdaj, v testamentih kot iz genealoškega vidika iščemo predvsem omembe sorodnikov, bodisi živih, bodisi pokojnih. Tlele je zapisal svoje želje glede pokopa. Želim biti pokopan v Kamniku, kjer je živel moj oče, bratje, sestre in moja soporoga. Poleg tega zdaj imamo še, kdo je bil oče te soporoge, zato nam da neko novo informacijo. Potem pa še, komu je zaupal to nalogo glede pokopa, bratu Žigi Lambergu, torej, ko je Andrej Lamberg pisal testament, je bil brat Žiga še živ in to nam pokaže tudi drugi veri, potem, da je umrl ene par let za njim, tako da je on verjetno izvedel te želje v testamentu. Zdaj, zapuščinski inventarji so nastali po smrti, okvirno tako od par mesecev do par let. Če zdaj imamo za eno osebo testament in zapuščinski inventar, lahko dobimo v bistvu približen datum smrti, ker imamo 2 letnici, katerega lahko umestimo čas smrti. Zdaj, pri svojih raziskavah sem uporabil tudi ikonografske vire. Kot sem omenil prej, se je nagrobnikov posluževal že Hohenwart, ampak sicer so v kasnejšem zgodovinopisju ti viri bili pogosto prezrti, tudi pozabljeni. Drug primer tak so portreti. Sploh, če imamo na njih letnico, imamo večkrat na njih potem tudi letnico starosti upodobljenca. Zdaj, na tem portretu oziroma skici je oče našega Janeza Gotarda Lukančiča, Gabriel Lukančič, in spodaj se vidi, da je nastala leta 1660, ko je bil star 40 let, torej lahko zračunamo, da se je rodil leta 1620. To je njegov nagrobnik, v iste osebe. Se mi zdi, da je iz leta 1683 in na njem piše, da je bil v starosti star 63 let, torej nam oba vera potrdita isto, da se je rodil leta 1620. Zdaj, pri teh računanjih je zmeraj malo problematično, ker ne vemo točno meseca rojstva in potem je lahko tam do leta ali 2 zamika. No, tako da jaz ponovadi označim rojno okoli leta. Ampak največkrat pa so vedeli, koliko so bili stari. Zdaj, da bi uporabili vse te predstavljene vire,
na tej, če rečem na nekem modelu, kjer so najbolj osnovni podatki, rojstvo, smrt, to so vsi doživeli, nekateri so doživeli še poroko in študij. Sem še enkrat povzel te glavne vere, za rojstvo krstna knjiga, potem nagrobnik in portret, kot smo videli prej, če lahko zaračunamo za nazaj. Pri smrti mrliška knjiga, nagrobnik skoraj zmeraj piše, kjer ga leta je umrl, mislim, do dneva natančno. Potem pa računanje testament za pošinski inventar. Kar se tiče porok, imamo poročno knjigo ali poročno pogodbo, ki jo iščemo v listinah največkrat, lahko tudi v zapuščinskem inventarju. Zdaj, za študij študirale kar velik delež plemičev je študiral, tako da lahko uporabimo univerzitetne matrike, ki so v večini tudi že objavljene. Je pa mogoče problem njihova dostopnost, recimo za salzburško matriko še nisem mogel dostopati. Potem pa še štambuhi oziroma spominske knjige. Zdaj, da bi prikazal uporabnost tega modela, sem si izbral enega plemiča, ki je omenjen v protestantski krstni knjigi in vem, da obstaja tudi njegov zapuščinski inventar, ker sem hotel pogledati, če lahko ugotovimo iz teh dveh virov tudi mogoče poroko in študij. Zdaj najdemo ga v Lukančičevem prepisu iz protestantske matrike. Leta 1594 je predikant krstil Janeza Jurija Honvarta, njegov oče je bil Wolf Krištof, mati pa Justina Obračan. Zdaj, ker sem že vedel, da obstaja v njemu zapuščinski inventar, ki je nastal leta 1943, pomeni, da je umrl pred 26. aprilom 1943, verjetno kakšen mesec pred tem. Sem potem v rubriki Briefliche Urkunden najdel najprej zadolžnico gospe Sidonije Honvart, rojene Jurič, za moža Janeza Jurija, to je ta Janez Jurij, ki je omenjen v protestantski matriki, torej izvemo ime njegove žene. Pod eno naslednjo listino sem najdel pa še omembo njegovega testamenta iz 13. aprila 1642, torej ta Janez Jurij je umrl enkrat med 13. aprilom 1642 in 26. aprilom 1643. Potem je zelo srečna okoliščina, da je ohranjen tudi inventar njegove žene Sidonije Honvart. Umrla je par let za njim in potem tudi znova v rubriki Briefliche Urkunden sem našel poročno pismo z Janezem Jurijem. Poročila so se leta 1639. Potem je omenjeno še eno drugo poročno pismo in iz tega zvemo, da je bila ona že prej poročena z nekim moškonom. Zdaj, kar se tiče študija, zaenkrat nisem našel nobene omembe Janeza Jurija, sem pa najdel v nekem štambuhu njegovega očeta Wolfa Krištofa. To je tale leva slika. Piše Wolf Krištof Hohenwart z Mesenbacha, je to napisal v spomin v Gracu, gor imamo letnico 1596. Zdaj vidite tudi ponavadi v štambuhih, če so imeli denar, lastniki štambuhov so dali potem še narisati grbe njihovih opisancev. Mogoče je to narisal tudi sam ta opisnik. Potem imamo pa razne zanimive gvaše največkrat, ki prikazuje tudi neko stanje duha, ki se nam zdi danes precej oddaljen, ampak so marsikateri štambuh ima take zanimive risbice. Zdaj, kar je zanimivo pri tem opisu Wolfa Krištofa, je, da ta grb nima nič s temi kranjsko rodbino Honvartov, kateri je pripadal genealog Franz Erasm. V Mariboru se nahaja na zunanjšini stolnice nagrobnik z istim grbom, gre za Wolfa, ki je umrl leta 1562. Verjetno je bil ta Wolf oče Wolfa Krištofa. Ko sem nadaljeval z raziskavami, sem v bistvu ugotovil, da so to Hohenwart iz Mesenbacha in Hohenwart iz Kolovca dve popolnoma različni rodbini. Ni, da bi šlo za neko drugo linijo, ampak je povsem druga rodbina. Tej Hohenwart iz Mesenbacha so v bistvu bili v 16. stoletju še niti ne meščani. Wolf, ki je bil njegov nagrobnik na prejšnji strani, 1540 šele postal meščan in kasneje župan, se mi zdi, da v Leubnu.
Njegov sin je imel potem neke upravne funkcije, je prišel v Maribor, oziroma tu je šel oče Wolf, je prišel v Maribor, potem pa je sin bil naključno morda leta 95-94 v Ljubljani, kjer je krstil sina. Zdaj, pogledamo, kje je bil ta Mesenbach. Arkanum Maps je še ena uporabna stran, ker imamo vojaške zemljevide mest, pa katastrske zemljevide. Zdaj, kar se tiče za prostor Avstrije, je to v bistvu franciskejski katastar. Se malo orientiram. Malo narodno, ker ni miške, ampak vse bo dalo. Zdaj tle damo nazaj na kataster. Vidimo grad Mesenbach. Zdaj v času nastanka, to je okoli 1830, je bila to že ruševina. Vidi se pa zraven še zmeraj pristava tega gradu, ki je v bistvu, če dam na satelitski pogled, prisotna še danes. Zdaj, kako so te Hohenwart iz Mesenbacha, južno od Linca, prišli na Kranjsko, ostaja še neraziskano vprašanje, je pa dejstvo, da je leta 1641, torej dobro leto pred smrtjo, naš Janez Jurij Hohenwart z Mesenbacha postal kranjski deželan. Verjetno, glede na to, da je bila njegova žena že drugič poročena z njim, verjetno sklepam, da nista imela otrok in je tudi bil edini deželan z te rodbine. Zdaj, kar se tiče predstavitve teh virov, je to. Pa bi zdaj naredili, če ima kdo kakšno vprašanje glede predstavljenih virov na plan z besedo. Če ni, bodo lahko še kasneje vprašati, no, pa gremo zdaj še na Lamberge. Zdaj nisem hotel preveč komplicirati, da bi se zbombardiral z nekimi imeni pa letnicami. Ko se tako pogovarjam s kom, pa povem, da razlikujem Lamberge, večina ljudi ne ve, o kom govorim. Zdaj, to je zanimivo po eni strani zato, ker so bili ena najpomembnejših plemiških rodbin na Kranjskem, če ne najpomembnejša, vsaj v 16. stoletju, kot bomo kasneje videli statističnih prikazov, so se vsem ohranili v, če rečemo, kulturni dediščini. Verjetno vsi prepoznate to pansko končnico, gre za spopad med Pegamom in Lambergom, oziroma Lambergarjem. V bistvu nimamo dokončnih raziskave, niso dokončane, kako bi ta zgodba nastala. Pegam bi lahko bil, ali pa zelo gotovo je Jan Vitovec, ampak v tistem času nimamo nekega Lamberga, ki bi se spopadal z njim v tej meri, da bi lahko to prenesel na viteške spopade. Kakorkoli se je pa to ohranilo v ljudski zavesti. Zdaj, bolj je pomembno vprašanje, zakaj so Lambergi, malo preskočiti. Zakaj so Lambergi niso več tako poznani na Kranjskem? Zdaj, pri svojih genealoških raziskavah sem s temi modeli in metodami, ki sem jih prikazal, pridelal gradivo ne samo iz tega arhiva, ampak tudi iz več drugih. Zdaj, kar se tiče tega arhiva, sem porabil 320 listin, 22 testamentov in 19 zapuščinskih inventarjev, na podlagi katerih sem lahko sestavil neko zgodbo o Lambergih. Bili so
že v 15. stoletju zelo razvejena rodbina. V času Habsburško-celjske fajde so imeli kar 9 moških predstavnikov, recimo velik del rodbin ni imel v vseh generacijah toliko predstavnikov, kar jim je omogočilo hitro ekspanzijo. Potem tudi po izumrtju celjskih so uspešno presedlali pod Habsburžane, nekateri so bili že prej pri njih. In v 16. stoletju tudi s 16. stoletjem pride do delitve na različne linije. Zdaj sem Lamberge razdelil na 4 različne linije. Na Kamnu, na Črnelem, na Boštanju ob Savi in na Ortneku. Tele letnice, ki so zraven zapisane, sem pomenijo, kdaj so postali baroni. Prvi so baroni postali člani Ortniške linije leta 1944, sledile Kamenske linije leta 1957, potem konec 16. stoletja še Črnelska. Že pred njimi so bili boštanski Lambergi, ki se delijo na 2 veji, na starejšo in na gospodsko vejo, povzdignjeni med gospode. Zdaj, ni to primerljivo z baroni, ampak so bili v bistvu, so prehiteli po rangu svoje druge sorodnike, čeprav kasneje niso bili tako uspešni. Druge letnice, druga številka je Pozdikova grofovski stan. Kot vidimo, imajo kar 3 letnico 1667, takrat je namreč bila pogrofovljena večina Lambergov, izjema sta bila pa v bistvu boštanska linija že leta 47 in predtem še del Ortniške linije 41, še ena tretja veja Ortniške linije pa potem bila pozdignjena grofovski stan leta 1671. Zdaj, člani Ortniške linije so zapustili Kranjsko že v bistvu v 16. stoletju, tu ostala le ena veja in se preselili v Zgornjo Avstrijo, kjer so imeli obsežna posestva, potem pa so predvsem zaradi svojih dvornih funkcij statusno zelo napredovali. In kot vidimo, so kot edini leta 1707 postali knezi, bili pozdignjeni med kneze. Zadnja letnica pri ostalih 3 je pa letnica izumrtja. Prva je izumrla Črnelska linija, tam konec 17. stoletja, sledila je Boštanska linija leta 1802, potem pa še Kamenska linija 1850 v moški liniji oziroma v ženski liniji potem v začetku 20. stoletja. Ena veja Ortniške linije pa živi še danes v Kitzbühelu v Švici, v Avstriji, blizu Švice. Zdaj, kaj vidim jaz kot glavni faktor, da so bili Lambergi pozabljeni? Tukaj gledam predvsem to prvo sliko gradu Kamen, Kamensko linijo. Oni so namreč med francosko okupacijo in še pred ustanovitvijo ilirskih provinc odločili za umik iz Kranjske. Preselili so se na Moravsko, kjer so imeli obsežna posestva, oziroma takrat se je preselil grof Janez Bernard, ki je imel, njegova mati je bila pa iz Moravske in je tam imel res obsežna posestva. Se mi zdi, da je bil celo največji zemljiški posestnik. Pred koncem so bili Lambergi, da je bil v tistem času največji zemljiški posestnik na Moravskem, zasebni. Sabo je vzel tudi rodbinski arhiv in verjetno v tem leži problem, zakaj so bili pozabljeni. Ta arhiv danes je ohranjen v Brnu in obsega 50 arhivskih škatel, torej 5 metrov arhivskega gradiva, vse za Kranjsko. Jaz sem pri svojih raziskavah uporabljal inventar tega arhiva in je tam res veliko listin, ki dopolnjujejo neznanke z našega prostora. Če se vrnem še malo nazaj na moje predhodnike, imamo tukaj genealogije, ki se ukvarjajo z Lambergi. Začne se z Jakobom Lambergom, ki smo ga imeli že na začetku, potem s Herbersteinom. Lambergovo delo, ki je sicer izgubljeno, je prepisal Matija Kainach. Zdaj problem je, da ne vemo, kaj je tukaj avtorsko delo Kainacha, kaj je avtorsko delo Lamberga, ampak še zmeraj zelo uporaben vir. Potem imamo 3 genealoge, ki sem jih že predstavil. Zdaj, delo 2 je kasneje uporabil Janez Baptist Witting, ki je v bistvu bil referenca do tega desetletja, ko sta išla
2 dela. Zdaj Lamberge je v svojih genealoških raziskavah zajel Hannes P. Naschenweng. Kaj je problem pri njemu? Da je v bistvu kranjsko linijo povsem izpustil, oziroma kranjske linije. Še en drug problem je pa tudi, da on ima to prikazuje tabelarno in kolektivno navaja vere, tako da je v bistvu sprotno preverjanje, kaj on navaja, skoraj nemogoče. Potem pa je pred 4 leti išla še monografija Hansa Stegmüllerja o Lambergih, ki pa v bistvu o kranjskih linijah, kar zapiše, je v bistvu vse povzemanje starejših avtorjev in je praktično vse narobe. Je pa za kasnejše obdobje dopolnilo mojim raziskavam, oziroma so moje raziskave dopolnilo njegovim. Zdaj še malo statistike, s tem se ukvarjam že po zadnjem letu, recimo. Tukaj imam samo prikaz po Valvazorju, prvi graf je po Valvazorju, graf nosilcev najvišjih uradniških funkcij na Kranjskem v obdobju od leta 1500 do 1600. Kot vidimo, so Lambergi tretji ali drugi po vrsti, število funkcij delijo si mesto z Auerspergi, prvi pa so Turni, ki si tudi še zaslužijo celostno obdelavo. Če bi zdaj, to so samo posamezne osebe, če bi pogledali reprezentativnost funkcij, bi bili pa Lambergi globoko na prvem mestu, ker so zelo dobro znali uporabljati sistem kranjske stanovske uprave, svoj prid in so v bistvu krožili med funkcijami, tako da če bi ta graf malo drugače prikazal, bili oni na prvem mestu. Zdaj, definitivno pa so Lambergi na prvem mestu po številu umrlih kranjskih deželanov. Te podatke navajam iz prepisa, ki ga je prepisal Lukančič iz nekih stanovskih zapisov. Tlele je približno 250 oseb, kot vidimo, Lambergi predstavljajo skoraj 10% umrlih v tem obdobju. To nam pove, kako široka je bila ta rodbina, mogoče pa tudi nakazuje biološko usihanje njihove rodbine tekom 16. stoletja, kar se pokaže potem tudi v nadaljnih stoletjih. Že v 16. stoletju imamo 2 primera, ko sta oba deželna glavarja z rodbine Lamberg pustila sina, ki je umrl le par let za njim in se v bistvu potem ta rodbinska delovanje tudi funkcijsko nekako prekinilo in ustavilo rast Lambergov. Zdaj, kar se tiče materialne zapuščine Lambergov na Kranjskem, je zelo žalostno, ampak je večina njihovih gradov danes uničenih. Kar je ostalo, več ali manj so tele 3 portreti iz gradu Leopoldsruhe, oziroma dvorca Leopoldsruhe, to je danes Cekinograd, kjer je muzej novejše zgodovine. Vse 3 hrani Narodni muzej, Narodna galerija. Zdaj, še en poseben aspekt, katerim sem se posvetil tekom raziskovanja, so bili pa nagrobniki. Zdaj, te nagrobniki so bili v bistvu do mojega ukvarjanja neidentificirani. Na podlagi arhivskega gradiva, iz tega arhiva mi je uspelo identificirati Jožefa Lamberga, to je bil deželni glavar, in njegovega sina Janeza Lamberga, kot vidimo, moral 2 leti za njim. In potem še tretji, zdaj prvi nagrobnik je v lapidarju Narodnega muzeja, drugi je na Blejskem gradu danes, tretji je pa v cerkvi Svetega križa v Boštanju ob Savi. Tega tretjega mi je uspelo identificirati šele po magistrski nalogi. Zdaj, vedelo se je, da gre za nekega Viljama, ki naj bi umrl leta 1574. Zdaj, v bistvu se je pokazalo, da že takrat mi je delal probleme, ko sem pisal minologijo, da gre za prvega predstavnika iz starejše veje z imenom Viljem, ki je bil tudi povzdignjen med gospode in je umrl leta 1524. Tista letnica 74 je pa verjetno samo napačno branje letnice. Kar mi je uspelo pa še v zadnjem času najdeti, je portret Janeza Lamberga. Ta portret pa, to sta ista oseba. Je pa zelo zanimivo, kako se je ta portret ohranil. Ohranil se namreč v neki knjigi, ki danes nosi ime, danes se reče Bekšes portretbuch, včasih se je rekel tudi Lambergisches portretbuch. Zakaj pa je imela tako ime? Ime je imela zaradi Janezove sestre, ne vem, Margareta ali Magdalena, poročena Blagaj,
ki je imela veliko število portretov in so potem te portrete prerisali v tako majhno knjižico. Kar je zelo zanimivo, da je to, da je najbrž ona te portrete imela v Kočevju, kjer je živel njen mož. Še bolj zanimivo je to, da je ta portret nastal v krogu flamskih umetnikov, torej čist neka druga perspektiva v primerjavi s Kranjsko in bil prenešen na Kranjsko in hranjen na Kranjskem. In to nam sem povedal o povezavah Lambergov, ki še čakajo, da bodo odkrite. To je bilo zaenkrat to. Hvala lepa. Hvala predavatelju za zanimivo predavanje. Začinjamo z razpravo. Dovolite. Vprašanje. Potem jaz samo ne vprašanje, pa se vi to gotovo veste. Torej pri matrikah univerzitetnih gre po eni strani tudi pogosto za matrike, ki vsebujejo torej imena študentov v širšem pomenu besede, se pravi tistih univerzitov, pa tudi drugače imenovanih. No, za Kranjsko je potem tukaj še en zelo pomemben vir, ki ga tudi seveda gotovo poznate, ki je vse premalo uporabljen bil do zdaj v zadnjih letih nekoliko več, to je kongregacijska knjiga Rojevne povzete. Ta je resnično se mi zdi, da tisto vrzel zapolnjuje, ki se nam včasih pač pojavlja, ko se vidi, da plemiči niso bili študirani, zlasti potem v mlajših obdobjih. Ja, seveda, mnogi so končali šolanje na gimnazijskih stopnjah pri jezuitih. Pa še ena taka, bomo rekli, univerzitetna matrika, ki tudi ni univerzitetna, Terezijanska akademija na Dunaju. Ja, so potem plemiči pošiljali svoj podmladek, ti veri so tudi, ta matrika je tudi objavljena v veliki meri, potem lahko pomaga zlasti seveda za naše dalje, pa tudi skozi 19. stoletje, ugotavljati, kje so se ti naši mladci plemiškega rodu šolali. Zato, da prebijemo to blokado. Če le dodam, jezuitska matrika je tudi, mislim, ta kongregacija je digitalizirana, tako to je tudi v tem arhivu. No. In za objavo, taka objava, samo tudi tistih knjig, ki bi dobili taka sredstva, ki bi potem zadoščala za vzdrževanje nekoga, da to vse prepisal. Če tudi ne kritično, torej vsaj transkribiral in objavil, to potem dal s tem delo drugim nadaljevalcem. Rekla, da smo vsi, ki se ukvarjamo s starejšo zgodovino, da smo lahko zasvetili, tudi drugi, da smo lahko zasvetili res veliko truda je bilo vloženega in tudi neke spretnosti, zelo dragoceno tudi metodološkem pogledu, predavanje, slabo uro, samo trajajoče. Mene pa zanima, glede na to, da ste v prvem delu osvetljevali bolj te metode, te prednosti in pomanjkljivosti verov, s katerimi ste se soočali. Me zanima, zakaj niste več primerov Lambergov, zakaj ste Hohenwarte, pa Moštone... V bistvu z Lambergi sem zaključil. To je že v prihodnost usmerjen del. Ja, tako, mislim. Zdaj na vrste še druge rodbine. Tega Hohenwarte sem pa čisto naključno izbral v ponedeljek. Tako da se s tem vidi manjko še. Kaj pa se mogoče vidi iz raziskovanja teh genealogij, teh plemiških rodbin, koliko napreduje recimo življenjska doba tekom stoletij, koliko se je poročajo? Podatki so zelo grozni. Ko sem zaključeval magistrsko, sem napisal, da se počutim kot grobar, ker to je res neverjetno, ko sem jih pa 20 otrok, pa vsi umrli pred njimi. Je bila kar loterija preživetna. Se pa da zdaj, vsaj za ortniško linijo sem dobil točne datume rojstva in smrti, tako da bi se dali do to uporabljati za neke račune. Zdaj pa, da bi se pa tekom opazili, pa nismo opazili, da bi kaj daljša.
Je pa otroška smrtnost je nenormalna. Normalna. Kako se pa kaj opaža poročanje med sorodniki, je bilo pogosto ali izjema? Ali... Kranjsko plemstvo je bilo več ali manj sobo sorodu. Zdaj, kakšna je pa ta krvna stopnja, pa niti ni tako blizu, ker so imeli več ali manj so bili omejeni tudi, predvsem so mogli dobiti posebne dispenze, če so bili, ne vem, bratranci, sestrične. So pa bili v sorodstvu. Še kako vprašanje? V katerih arhivih vse pa najdemo gradivo o Lambergih, ki ste raziskali? Ja, zdaj izpostavil sem že arhiv v Brnu, drugače pa v vseh avstrijskih arhivih, več ali manj spodnji avstrijski, gornji avstrijski, dunajski. Če povemo, tle pri nas fond rodbina Lamberg obsega eno škatlo, pa še ta ni polna. Ne? Tam jih imamo 50. No, ampak tudi se ene škatle se dalo marsikaj pogruntati. Kaj pa Graščinski arhiv? Gospoščinski? Ja, to je neki drobcev je bilo dobiti, se je dalo dobiti, no, ampak zdaj za genealogije so tisti podatki bolj obstranske narave. A so Lambergi tudi v drugih genealoških zbirkah, vi ste sam te iz tega arhiva, malo verjetno, so Lambergi tudi v drugih genealoških? Jaz sem to že na prvi stopnji takrat vse predelal te genealogije in so v bistvu bile, več ali manj so se ponavljale ene in iste napake. Tisti izvori iz Avstrije, pa tako. Tako da izvirali so iz tle in veri so bili tle ustvarjeni in je to gradivo edino, ki je mirodajno, če tako rečemo. Kaj bi bilo recimo po vašem ena zanimivost? Kje ste ugotovili, da je šlo za največjo diskrepanco med resnico in med izmišljijo? To zdaj nisem tle noter dal, no, ampak ena listina je zdaj prvi, ki se pojavi na Kranjskem, tale listina, ki sicer ni ohranjena pri nas, je ta William Lamberg. In potem naj bi bili vsi Lambergi naj bi bili njegovi potomci. V bistvu je pa stvar taka, da on tle omenja svojega brata, ne bo pobližal, on je imel še enega brata, mlajšega brata Janeza, tudi tisti Janez, ki je prej priča Merklinu, in v bistvu so vsi Lambergi njegovi potomci tega Janeza. Ugotovil sem pa to na identifikaciji pečatov, v bistvu s fragistiko sem to ugotovil. Ker ta William je imel sina Williama, Janez, njegov brat ima pa tudi sina Williama. Zdaj, potem so si mislili, da je ta od Williama sin William nadaljeval linijo, ampak v bistvu ta se omenja samo v eni listini, pa še takrat on ni imel svojega pečata, ampak mu je pečatil bratranc, zato je prišlo do te zamenjave. Se najde potem pa pri nas še eno listino, ki potrjuje to, ko en kasnejši Lamberg omenja svojega deda Janeza. To je mogoče ta prva bila. Pa tu sem že na prvi stopnji takrat uvrgel vse tiste prejšnje, ki so bili nekako fiktivni oziroma niso bili Lambergi, ker sem šel čisto sistematično čez te listine, vse sem najdel, ki jih je tudi Sean Leben omenil. Ali pa tudi Honvar, če pogledamo tle. Kljub temu, da je bil natančen, je on še zmeraj navedel, kako se bo videl. Imamo tle nekega Volkarda, ki ne bi pri ustanovitvi Dunajske univerze, pa tako dejansko se tam omenja nek Volkard, tam bi bil Landenberg, ki pa nima nobene zveze z Lambergi. Tako da tale del ne drži, no. Potem tle naprej se pa začne. Predvidevate, da to niso hoteni spodarci? Lahko bi bili. Zdaj, tendence so bile take, da so oni zmeraj iskali prednike čim dlje. Ampak sami Lambergi pa niso nikoli tega omenjali. No. Oni so omenjali tisto rodbinsko tradicijo z Rittersbergi, ki je veliko bolj kredibilna. Sean Lehman je pa to delal v tistih genealogijah tiskanih, je on to uporabljal, recimo blaga je on povezal z Orsini iz Rima, z rimskimi senatorji. Isto rodbina Barba Baxenstein. Zmeraj so se nek na Rim hotel navezati.
za Aušperge pa Mihali. Koliko let lepo segajo? Je ta prva omemna, dejansko prva lamberška listina iz leta 1330. Omeni se pa še 4 leta predtem kot priča, predtem ni pa nobene omembe. Ohranjen. Če tudi je kakšen članek za arhive, mogoče malo bolj metodološki. Tudi lahko. Ali zdaj še ima tiskana knjižica o posesti? Ja, to je pa Valvazor naredil posebej, kak je že topografija Lambergijana, nekaj tazga. Tam so pa v bistvu natisani vsi gradovi od vseh linij. Ampak je pa posvečena Maksimilijanu Lambergu iz Ortniške linije, v bistvu, ki je bil on, ni imel veze s Kranjsko. Oziroma je tudi imel veze s Kranjsko, ker je na koncu prevzel tle neke fevde po Črnilski liniji. Je pa zanimivo, da je prav njim posvetil celo delo. Če ni več nobenih vprašanj, potem še enkrat lepo hvala za izčrpno predavanje in seveda dobrodošli prispevek tudi za arhive in se priporočam.